Gimnazija Gianni Nando Carli ima dolgo tradicijo glede, kar se tiče poučevanja. Pravzaprav v zgradbi, v kateri se nahajamo, poteka didaktično-pedagoška dejavnost že 400 let. Se pravi, leta 2012 bomo praznovali 400-letnico obstoja. Ne samo zgradbe, ampak šole kot take, ne gimnazije Gianni Nando Carli v prejšnjih letih oziroma stoletjih tudi pod drugimi imeni, ampak ta dejavnost se tukaj odvija že 400 let. Kar je posebnost naše šole, je ta, da smo šola gimnazija z italijanskim učnim jezikom. Kaj to pomeni? Pomeni, da mi imamo materni jezik italijanščino. Naši dijaki se učijo slovenščine kot drugega jezika na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre, je pa slovenščina dejansko v bistvu se poučuje praktično na nivoju tudi maternega jezika. Lahko izberejo, imajo na razpolago, se pravi, možnost prvega tujega jezika obveznega za vse, to je angleščina, potem pa lahko izbirajo kot drugi tuji jezik med francoščino in španščino. Potem vsi ostali predmeti so predmeti, ki so tipični po predmetniku katerekoli gimnazije v Sloveniji, ker mi to smo dejansko gimnazija, kot so ostale gimnazije v Sloveniji, samo smo gimnazija z italijanskim učnim jezikom. Torej pouk pri vseh predmetih poteka v italijanskem jeziku. Matura je nacionalna, se pravi državna matura, državni izpitni center jo izvaja, standardni znanja so čisto enaki kot pri ostalih gimnazijah. Morda posebnost tudi ta, da smo šola z malo dijaki, torej dijakov je nekje v povprečju 60, nekje med 14 do 16 na letnik. Dela se zelo lepo z njimi, dijak ima res tisto srednje mesto, kar pomeni, da se mu posvečajo učitelji. Tako pri pouku, se pravi, delajo ogromno tudi z vsakim posameznikom, veliko možnosti imajo tudi, da se izrazijo, pa tudi boljša tudi osebna obravnava v svetovalni službi ali kakorkoli že. Tudi to posebno smo zelo multikulturno, recimo temu, proti tej smeri stremimo, da smo zelo multikulturni. Sodelujemo, izvajamo ogromno projektov, od projektov Socrates Comenius, Interreg, čezmejnih projektov, do prav posebnih projektov, kot so recimo SPIN, pa recimo projekt Laurea Scientifica, se pravi znanstveni diplom v sodelovanju z Univerzo v Trstu in pa Univerzo v Udinah. Potem tudi vrsto drugih projektov. Naši dijaki lahko gredo na veliko strokovnih ekskurzij. Posebnost je ta, da v 4. letniku popeljemo vse dijake v Rim. To je posebna stvar zaradi korenin z Italijo, oziroma gojimo pač to povezavo in korenine z Italijo samo. Rim pač kot večno mesto, pomembno mesto, kulturno, zgodovinsko, ga tako dijaki lahko obiščejo v 4. letniku. Tudi kar se tiče recimo pripomočkov, učbenike načeloma dobijo na šoli, redki so učbeniki, ki jih dijaki kupijo, tako da so še kar se glede tega tudi dobro preskrbljeni. Lepo se dela z njimi in tudi imamo posebna načela, tudi vrednote, po katerih delamo, gojimo ta osebni pristop in predvsem to, da iz njih naredimo res dobro podkovane ljudi, kar se tiče znanja, ampak tudi za življenje.